Za začetek smo opet prebrali odlomni svetega pisma, ki bi ga želel, da ga malo prepočni. Verjamem, da je tam gor. Odlomni se pa glasi takole. Smo tudi Evangelije 12. poglavje. Eden izmed pismoukov je slišal, kako razpravljajo, in videl, da jim je Jezus dobro odgovoril. Pristopil je in ga vprašal, katera je prva od vseh zapovedi? Jezus je odgovoril, prva je, poslušaj Izrael, Gospod naš Bog je edini Gospod. Ljubi Gospoda svojega Boga iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo. Druga pa je tale, ljubi svojega bližnjega kot samega sebe. Večja od teh dveh in nobena druga zapovedi. Danes bi želel na kratko spregovoriti o Božjem kraljestvu in o mestu družine v tem Božjem kraljestvu. Najprej bom začel z eno mislijo, ki jo moram predstaviti. Jaz si predstavljam Božje kraljestvo kot eno posebno ureditev v svetu. Se pravi, za Božje kraljestvo je značilno nek prav poseben red. In to je Božji red, ki vse stvari, vse ljudi, vse, kar je cel svet postavi na svoje mesto. Se pravi, to je red, kjer vse pride na svoje mesto. Točno tjavimo spada. Vse v Božjem kraljestvu, vse stvari dobijo točno ta pravo vlogo. Točno tako, kad si je Bog zamislil, ta vloga je seveda dobra vloga. Ko mi slišimo besedo red, včasih se tudi malo nekaj, ki me utesnuje. To je nekaj, če se moram jaz prilagajati, nekaj, kar je zoprnega. Ampak tukaj govorimo o dobrem redu. To ni suženski red, to je dejansko red, ki v resnici osvobaja, ki daje pravo svobodo, ki daje dejansko pravo inspiracijo, pravo kreativnost. Tukaj to je red, ki je v bistvu Božja lepota, se v njem vidi. In to je red, ki pravzaprav omogoča prekipevanje življenja. Umislite, človeško telo, živo človeško telo, kako perfektno red je to, kakšna uskladitev delovanja je tukaj potrebna, da dobimo točno pravo življenje. V tej vrsti reda ko govorim o redu Božjega kraljestva. Se pravi, red Božjega kraljestva je to, da pride vsaka stvar na svoje mesto. In tam lahko res raste, tam lahko res uspeva vsaka stvar. In tam dejansko lahko cveti in daje svoj dober sad. To je vizija Božjega kraljestva, ki bi jo želel, da jo imamo pred očmi, ko razmišljamo prav zdaj bolj konkretno o eni konkretni obliki tega reda in mestu družine v tem redu. Zdaj, to, kar bo pa sledilo, bo pa to, da bom jaz zelo nakratko predstavil 7 pravzaprav prioritet. Jaz si ta red zamišljam kot vrstni red, kaj je najpomembnejše v življenju. Se pravi, kot teh 7 prioritet, ki bom nakratko predstavil in želim pravzaprav, da v teh razmišljate potem sami naprej, sej vsak od nas kristjanov na Svetega Duha in dejansko nas Bog uči, želim vam tudi bolj kot predvsem kot izziv, da vam vstopite, da razmišljate o tem. Doskrat, kristjani se pogovarjamo in govorimo, ja, Bog je na prvem mestu, to nekako vsi vemo, no konec se potem ustavimo. Tukaj tale red 7 prioritet je pa pravzaprav poskus, kako se gre večkrat naprej od tega. Ampak zdaj predlagam, da začnemo, zdaj prva prioriteta je seveda Bog. To vsi vemo. In zdaj, zakaj je Bog prva prioriteta? Ni Bog prva prioriteta zato, ker bi Bog imel probleme s slabo samopodobo in bi rabo, da je prav, ja, Bog, ti si prvi, ti si ta glavni. To ni zato. Bog je prva prioriteta, Bog je na prvem mestu, najbolj zato, ker je vse ustvaril. Ker dejansko, ko se zjutraj zbudim ali pa zbudiš, ki prejšnji se zbudiš v svet, ki ga je Bog ustvaril, ki je urejen od Boga in ne samo to zavest, s katero se je zbudim od Boga. Če ne bi bilo Boga, ne bi moje zavesti, si ne bi zavedal čeza. Zato je Bog prvi, ker Bog utemeljuje čisto vse, ker je vsak moj dih v resnici, zato mislim od Boga.
Prav, Bog je prvi zaradi tega, ampak Bog je pa prvi še zaradi česa drugega, vsaj zaradi tega dveh stvari po mojem. Zato, ker Bog je pa vir, je pa student tiste prave, čiste ljubezni. Samo pri Bogu je ta prava, čista ljubezni. Tista, ki dejansko pa naše življenje svetu. Se vemo, Bog je tako ljubil svet, je dal svojega sina, da se ne bi nihče pogubila. Vidite, Božja ljubezen izvira iz tega vse oživlja. In mislim, da je prav, da rečemo tako, da Božja ljubezen pravzaprav predstavlja polnost življenja. Tam, kjer je ta ljubezen, tam se ne samo živi, tam se živi polno. Tam ima življenje smisel. Tam ima vse skupaj smisel. Tam ima dejansko v tem času, ko smo podvrženi težavam in nadlogam, celo težave in nakljenje dobi smisel, če je Božja ljubezen v nas. In Bog je student, ki izvir te čudežne, nadnaravne ljubezni, od kjer pa mi kot Božja hiša, kot kristjani živimo. In ne samo to poklicani smo, da dajemo v svet. Potem pa gremo naprej drugo mesto, je pa moj zakonec, moja žena mož. To je mogoče malo presenetljivo, ne? Ampak, če pogledamo Sveto pismo, Božje red stvarjenja, kako je Bog ustvaril svet, ne? Je postavil, je to prvi in glavni odnos, ki vlada v tem svetu in ki je dejansko potem prispodoba za vse ostale odnose. Bog je v bistvu na ta način postavil dva različna človeka skupaj, da tukaj v odnosu dveh, ki se ljubita, ki se podrejata en drugu, ki se tudi žrtvujeta drug za drugega, ko je treba, da se tukaj vidi Božja podoba. Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, moža žena jo je ustvaril, piše Geneza, in to je zelo, zelo pomemben tekst. Tukaj vidimo Božja podoba. Božja podoba je v tem primeru sta dva, ki sta eno meso v Bogu, ki sta eno bitje in ki v tem dejansko, ko ustrajata, ko se hodita en z drugim, v tej ljubezni prenašata en drugega, dejansko kažeta Božjo sliko v tem svetu. In to je prvi svet kraj, da rečem, v svetu, v vesolju, če hočete. Sta dva, ki sta se tako združila, ki sta se zavezala v moči Božje zaveze, v moči Božje milosti seveda, da hodita en z drugim in da sta eno pred Bogom in da seveda v svet sijeta to eno Božjo ljubezen. Potem, tako gremo na tretje mesto, je pa družina. To želim poudariti, ker lahko bi dal to dvoje se skupaj, ampak menim vse, da je odnos mož žena celo pred ostalimi družinskimi odnosi. Zakaj? Zato, ker je to pravzaprav studenci, s katerega se potem napajajo ostali družinski člani, predvsem se tukaj mislim otroke. Moj odnos z ženo je bistven za to, kaj lahko midva otrokom dava, kaj pošiljava, kaj siljava v njihovo življenje. In tukaj je seveda, se pravi, da je bistveno, da je tisto prej, potem pa seveda sledi tole. Sledi družina kot skupnost, ki živi skupaj. In tukaj bi se dal reči, to pa je dejansko prva cerkev. Prva majhna enota cerkve v tem svetu, ker tukaj pa že imamo seveda, imamo že postavljeno, lahko bi rekli, neko strukturo, tukaj imamo poslušanje, tukaj imamo dajanje, sprejemanje, tukaj imamo učenje, tukaj imamo pogovor, tukaj imamo seveda potem prenašanje drugega v ljubezni, tukaj imamo podajanje Božje besede, osnovno podajanje Božje besede se tukaj dogaja in se mora dogajati, če se hoče še kje drugje. To je prvi kraj, kjer se dejansko Bog na ta način, kjer nastaja točno pravo Kristusovo telo. Upozoril bi na eno zanimivo dejstvo, da Sveto pismo uporablja za družino en čisto preprosti izraz hiša. Dejansko svetopisanski pisci večinoma sploh ne ločijo med hišo kot zgradbo in hišo kot družino, kot odnosi med ljudmi, ki so noč, oče, mati, otroci, lahko več generacij, to je hiša. In hiša seveda je kraj, je zavetišče, je kraj, kamor prideš, kjer si varen, kjer bivaš. Bivati v svoji hiši, ostali zavedeš, že pomeni blagoslov. In to pomeni oboje hkrati na določenem fizičnem prostoru in seveda bivati v teh odnosih, ki odsevajo Božjo naravo, ki odsevajo Božjo ljubezen. To je prvi pomen besede hiša. Potem pa lahko gremo naprej, na četrti korak,
To je pa krščanska skupnost, to je pa cerkev. Seveda, to je pa tudi hiša. Tukaj v Svetem pismu vidimo, da gre v bistvu za isti koncept. In to, kar imamo v krščanski družini, se v cerkvi, v krščanski skupnosti, ta kvaliteta te ljubezni, teh odnosov se enostavno razširi. Cerkev je poslana v svet točno zato, da se ta Božja ljubezen, o kateri smo na začetku govorili, o kateri govori ta tekst, prvi dve zapovedi. Cerkev je poslana v svet čisto enostavno, da ta Božja ljubezen začne razlivati ven. Se pravi, da ni samo zame, ni samo za mojo družino, za moje bližnje. Cerkev je instrument, kako ta Božja ljubezen začne teči in curjati in se razlivati v potokih ven, v svet seveda, ki je puščava, ki nima te ljubezni, ki nima Božjega spoznanja, ki dejansko strašno hrepeni po ta pravi ljubezni, po ta pravi sreči, po ta pravi izpolnitvi, pa je ne najde, ker je prevaren. Tukaj to pa je smisel cerkve, ampak vlada pa pravzaprav čisto isti Božji duh, Božji red, če hočemo kot vlada v družini. Tudi cerkev je telo, ki ima različne ude, ki ima različne funkcije, kjer imaš voditelje, kjer imaš učitelje, kjer imaš učence, kjer imaš dajanje, kjer imaš prejemanje, kjer se učimo Božjega sveta, kjer se učimo drug od drugega, kjer si priznamo svoje napake, kjer nosimo drug od drugega, nosimo svoje bremena, kjer prejemamo odpuščanje od Boga. To je cerkev. In če nečkam pomislimo to, da Bog reče temu njegova hiša, to je zanimivo. Bog že v stari zavezi pa v novi imamo isto. Cerkev pravi hiša je živega Boga. No, zanimivo, da se Bog tudi tako zbral. Se pravi, skupnost ljudi, ki so zbrani okoli Jezusa, je Božja hiša. Ko Bog pogleda vse nas, ki smo tukaj zbrani, da tole je moja hiša, tukaj jaz bivam. Tukaj se Bog počuti domače, če smo mi tako reči, oziroma vsaka je njegova želja, da smo mi, naša življenja, naši odnosi, vsi kot skupnost, da smo prostor, kjer je Bogu fino, kjer se Bog počuti doma, ker Bog počiva. Že v stari zavezi je v molitvi vrn se Bog v svoje počivališče, tudi v resničnem tempel. Mi pa smo zdaj tempel Svetega Duha, živega Boga, ki deluje v svetu. No, na četrtem mestu po pomembnosti. Povem pa še 3 na kratko omenil. 5. stvar je služba. Prav to, kar delamo, da preživimo sebe, da preživimo svojo družino. Na 6. mestu bi dal moji interesi, moja zanimanja, moji hobiji, to, kar mene zanima, to, kar mene osebno izpolnjuje, kar me motivira. Potem na 7. mestu bi dal pa še lastnino. Zdaj, če pogledamo, tukaj gre Božja ljubezen teče skozi vse to dol. To je zdaj večkrat širša slika tega, kako mislim, da je Božji red funkcionira. Božja ljubezen dobimo samo takrat, ko smo dejansko ena na ena z Bogom. Vsak od nas, ko pride k Bogu v preprosti molitvi, ne imamo čas za njega. In sleven se napolnimo z ljubeznijo, da lahko jaz prenašam mojo ženo, da lahko ona mene prenaša takrat, ko sem jaz težaven, da nosimo probleme zakonskega življenja, ki vemo, da obstajajo. In iz sleven se mož pa žena potem napolnita, da lahko daje res svojim otrokom to, kar je Božje. In potem iz sleven seveda tudi družine funkcionirajo kot gradniki širše skupnosti, ki je cerkev. To je 4. mesto. Iz tukaj ven se to napaja, iz tukaj ven se tudi dobimo inspiracijo, da delamo v službo, da smo kreativni v službi in da poskrbimo za potrebe, ki jih imamo. In zdaj ta zadnjih 3 se ne bom noto preveč razlagati, da prepuščam jih vam, pa da razmislite o njih. Lahko pa spregovorimo mečko zdaj o tem, ne, ki je v oklepaju, o nepopolni družini, ki bi govorila. Zdaj, to, kar sem predstavil, lahko reče, da Matejaš, to je super, to je perfektno, sem kako tole živeti. Vemo seveda, da je tale Božji red ogrožen. Sploh en način, kako razmišljati o grehu v svetu, je pravzaprav to greh kot nekaj, kar ogrozi ta dober oživljajoč Božji red. Smrt je konc tega reda v telesu, fizično in enako tudi v duhovnem smislu. Greh podreja red. Kaj se nam dogaja? Seveda, ljudje postavljamo napačne stvari na napačna mesta. Jaz pozabim moliti o tem,
se sprem z ženo in potem grem hitro na 6. mesto, ali pa na 7. mesto in se ukvarjam z lastnino, ukvarjam s skrbjo, se vemo, zmerje, zato, ker imamo in treba skrbeti, treba pospraviti, treba izrikati, treba prenoviti, treba je to ono tretje. To je vse v redu. To je del Božjega reda. Sam težava je v tem, če stvari ne tečejo v tem vrstnem redu. Če nisem prvič na liniji s Bogom, če nisem na liniji s svojo ženo, če ni vključena družina in tako naprej. Mislim, da sami lahko nečko razmislite o tem, kaj se nam dejansko velikrat dogaja. Jaz predvsem razmišljam o tem in dejansko vidim, da doskrat pride ta nepopolnost ravno zaradi tega, ker stvari niso na pravem mestu. Ker v pravem času si ne vzam časa za molitvo, v pravem času si ne vzam časa, enostavno sem ženo in poslušam, v pravem času si ne vzam časa za otroke, sem z njimi, se pogovarjam, sem odprt z njimi in tako naprej. En ugovor bom še na kratko omenil, tako boste rekli, zakaj si ti postavil cerkev še na 4. mesto, si to Božja stvar, ne? To bi mogli biti takoj za Bogom. Ne? Mislim, da že z tega, kako sem večkrat zastavil stvar, vidite zakaj. Zato, ker vidim zakon pod družino, kot cerkev, kot prvo cerkev, kot prvi svet kraj od Boga. Se pravi, to ni nekaj, kjer je Bog izuzet, ki pa ravno obratno, tem je Bog najbolj prisoten in Bog najbolj aktiven. In potem, če vam to prav postavljamo, potem dejansko lahko v cerkvi še začnem roditi dober sad. Se pravi, to je pomembno in seveda napačno, včasih se nam kristijanom zgodi tudi to, ne, da imamo težave ali v zakonu ali v družini, se zatečemo v to, da začnemo biti zelo aktivni, cerkveno, versko. In tukaj je nevarna pasma to, ker dejansko jaz sam, to je svoje izkušnje povem, to se mi je že zgodilo in sem videl, da se mora reči nebo prosti, moram nazaj, moram tam začeti, tam urejati, tam pustiti, tam se boriti, tudi če je boleče, zato ker je to tvoj red in edino tako bom lahko morda tudi kaj v širši skupnosti naredil. Skratka, tole vam predlagam kot en načrt ali kot eno razporeditev, kako videti svet, kako videti, kaj se nam vsem dogaja v življenju, ker vsi imamo to. Tole bi mogoče še dodal, ne pomeni prioriteta nujno enako količino časa. V službi smo 8 ur na dan, ne? To je veliko časa. Pa vendar moramo paziti, da nam to ni pomembnejš od družine, od zakonca, od Boga. Za stvari, ki jih imamo za hišo, je treba poskrbeti, pospraviti na tretje, to ne gre ogromno časa. Se pravi, čas ni vedno enako razporejen. Paziti pa moramo, da stvari ravno zato ostanejo na pravem mestu. Glavno, naj sprejmo to spodbudo od Boga, da je Bog sam aktiven v vsem, kar delamo in v našem osebnem odnosu z njim, v našem odnosu z zakoncem, v naši družini, v skupnosti, v naši službi, v tem, kar nas zanima in tudi v naši lastini ne nazadnje. Če gremo po tem vrstnem redu Božje ljubezni, vse posvečuje. Se spuščamo vse je Božje. Ja, in tako je Božje kraljestvo prisotno med nami in tako smo mi dejansko potem ta prostor, kjer se Božja luč sije in Božje življenje razviva po tem svetu. Ona mi Bog pomaga.